Ne vem, če je kriva kriza, ampak goljufi postajajo vse bolj iznajdljivi. Več o sodobnih goljufijah nam bo povedal Senad Jušić iz Policijske uprave Koper. Dobrodošli. Hvala lepa. Torej, opažate morda, da je več goljufij sedaj v času krize? V bistvu vsebinsko niti ni toliko več. Je pa res zanimivo, kar se tiče goljufij, da je človeška domišljija tukaj neomejena. Začneva pri bankomatih. Kako pogoste so goljufije na bankomatih in kakšne vrste teh goljufij poznamo? Tatvin na bankomatih ne obravnavamo veliko, predvsem iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker so bankomati zelo dobro zavarovani in zaščiteni. Drugič pa zaradi tega, ker tak podvig terja strani storilca zelo velik intelektualni in logistični napor. Glede samih tatvin iz bankomatov pa poznamo dve obliki. Ena se imenuje cash trapping in druga skimming, katerim so seveda žrtve tovrstnih dejanj zelo veliko izpostavljene. Pri cash trappingu gre za to, da storilec za posebno tehnično napravo zmanipulira bankomat in na tak način prepreči, da da denar naročniku. Druga oblika cash trappinga je pa to, da storilci na bankomatu dvignejo najprej manjši znesek, ko se odpre reža za denar, ustavijo noter posebno prirejeno vilco, zato takoj zatem dvignejo znesek 500 evrov, ko začne bankomat nalagati denar za izplačilo, prekinejo transakcijo, seveda v tem času je denar že noter v reži, enostavno potegnejo to ven in pridejo do tega denarja. Seveda pri skimmingu gre pa za to, da storilci postavijo posebno tehnično napravo v režo za bančno kartico in na tak način skenirajo oziroma si pridobijo magnetni zapis bančne kartice, pa tudi PIN kode. Kaj storiti, ko smo oškodovani, recimo, ko nam bankomat ne da denarja, katerega smo želeli dvigniti? Jaz predlagam ljudem, da kadarkoli se jim pojavi kakršenkoli sum vezan na manipulacijo z bankomatom, se pravi, da ne dobijo denarja, da se jim kartica zadrži ali pa da se jim izpišejo čudne stvari na zaslonu, naj počakajo na kraju, naj obvestijo. Torej naj ne odidejo? Naj ne odidejo, naj počakajo na kraju, naj obvestijo 113, operativni komunikacijski center, bo prišel policist na kraj in seveda naj obvestijo nadzorni center banke oziroma servisni center banke o dogodku, ki se je zgodil. Kajti ravno ta odhod od bankomata omogoči storilcem, da si pridobijo denar oziroma da poberejo stran tehnična sredstva in s tem prikrijejo kaznivo. Oni čakajo v enem grmovju, samo da gre stranka stran? Ja, opazujejo. In potem napadejo. Dobro, ostajava pri denarju, ampak ponarejenemu. Kako pogosta so plačila s ponarejenim denarjem? Ja, v letošnjem letu smo imeli na območju Policijske uprave Koper približno 240 bankovcev in kovancev ponarejenih. Nekje na letni ravni oziroma v državi je okrog 1200, tle se giblje številka. Se pravi, smo tukaj kar dejavni. Ja, ampak na to vpliva bližina državne meje z Republiko Italijo, kajti tudi pri delu ugotavljamo, da največ vnočitev ponarejenih bankovcev prihaja na bencinskih servisih ob državno mejo z Republiko Italijo. Kaj storiti tukaj, enkrat, ko vidimo, da je denar ponarejen, ampak smo ga že dobili in sprejeli v plačilo? Ja, takrat je pač treba obvestiti policijo, da policisti pridejo na kraj, opravijo razgovor, zberejo vsa ustrezna obvestila, kako, na kakšen način je prišla žrtev do tega bankovca, v kakšnih okoliščinah. Predvsem bi pa predlagal, da se ne opustijo tisti ukrepi, ki se nanašajo na preverljivost, se pravi, ali preveriti bankovce z ustreznimi tehničnimi sredstvi, ali tudi če gre za manjše zneske. Tudi če gre za manjše zneske, ali pa konkreten bankovec dobro pritipati in s tem ugotavljati, ali vsebuje zaščitne elemente, se pravi, od kakovosti papirja, serijske številke, reliefa, zaščitnih nitk in vse, kar spada zraven. Ker na koncu, kot je meni znano, so prodajalci oziroma zaposleni tisti, ki morajo na to plačati to škodo. To je odvisno od delodajalca. Ja, to pa težko komentiram. Pustimo stati. Greva naprej. Poleti, zlasti v turistični sezoni, so se v Kopru pojavili tudi berači. Bilo jih je kar nekaj in kar nekaj je nastalo tudi fotografij teh beračev, ki so se konec dneva recimo usedli v Audije, Mercedese in odpeljali. To so goljufivi berači in gre tudi za neko vrsto goljufije. Ja, res je. Ampak uvodoma naj povem, da ni države, ki ne bi imela beračev in beraštvo je pač del družbe.
Iz tega naslova je to odločitev za beračenje na vsakem posamezniku. Zato bi tudi rekel, da je beračenje v prvi vrsti socialni problem, ne pa varnostni. Seveda pa zakonodajalec iz tega naslova naredil dve predpostavki, normativno uredil dve predpostavki in sicer v prvem primeru prepovedal je vsiljivo in žaljivo beračenje in s tem zaščitil posameznika. Tako beračenje je sankcionirano v 9. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. Po drugi strani je pa zaščitil tudi beračenje samo kot tako, kajti vkolikor se to beračenje izvaja pod prisilo ali grožnjo, gre pa že za kaznivo dejanje trgovanja z ljudmi. Zdaj pa konkretno, ja, v vprašanju, ki ste povedali, ki ste ga zastavili, ja, res je, tudi mi na območju policijske uprave Koper smo zaznali tak način beračenja. Predvsem na območju obalnih mest. Zato smo tudi v cirka 48 primerih izdali globe, ker je šlo posledično za vsiljivo ali pa žaljivo beračenje strani teh ljudi. Iz ulice sedaj premakniva na splet. E-goljufije, tudi ta vrsta cveti, če se lahko tako izrazim, kakšne e-goljufije poznamo? Ja, kar se tiče elektronskih goljufij, poznamo klasične, se pravi o milijonski zaslužki zadetki na loteriji, o dediščini strani nam neznanih dedičev, o ugodnih kreditih in druge poslovne ponudbe. Vse to so tiste neka osnovna izhodišča, ki so namenjena za to, da posameznika zapeljejo. Bistvo pri internetnih goljufijah je to, da storilec v žrtvi toliko spodbudi žrtev, da jo osredotoči na dobiček. Se pravi, ker so zadnji vedno neke velike nagrade, osredotoči njeno razmišljanje na dobiček, tako da žrtev je skoncentrirana samo na tisto, kaj bo dobila. Istočasno pa manipulira za njo na takšen način, da ji pošilja zahtevke po plačilu manjših zneskov, notarski stroški, odvetniški stroški, davki, pa še kakšni drugi stroški zraven. Seveda vsa ta sredstva se pa nakazujejo na transakcijske račune, ker ni mogoče slediti toku denarja. Gospod Jušić, v 10 sekundah še goljufije pri nakupu nepremičnin oziroma avtomobilov. Imamo zelo malo časa. Ja, imamo tudi te primere, zato bi mogoče izkoristil, opozoril, nikar are vnaprej, kar za goljufije značilno, da se srečajo, zahtevajo aro vnaprej, po plačilu are pa jih enostavno zginejo. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam.